Prenovljena glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer. Razmere v lovskih družinah Pomurja. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Tudi tokrat pozornost namenjamo koronavirusu. Učenci glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer se počasi selijo v na novo prenovljene prostore v centru mesta. O selitvi in poteku pouka v trenutnih razmerah smo se pogovarjali s Stanislavom Lašičem, ravnateljem omenjene glasbene šole. Tradicija glasbene vzgoje v deželi Pomurja je dolga in bogata. Nastanek glasbene šole v Ljutomeru, ki je poimenovana po skladatelju Slavku Ostercu, sega v leto 1927. Kar nekaj let je trajalo, da so stavbo, kjer domuje glasbena šola v centru Ljutomera, ustrezno obnovili in od začetka tega šolskega leta so vsi učenci ponovno pod eno streho. Stanislav Lašič, ravnatelj glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Res smo se vrnili v naše nove prostore. Med letošnjimi počitnicami smo se preselili iz različnih prostorov, v katerih smo domovali po Ljutomeru 8 let, od leta 2012-13. Šolskega leta in moram povedati, da je bilo kar stresno. Veliko logističnih težav smo imeli, ker smo imeli razseljene učence po določenih prostorih. Tako smo domovali v dvorani Šic za balet in pa za učilnico pozavne in potem smo imeli v Kulkišti, se pravi prostori pihalnega orkestra, tudi pouk tolkal in pa orkestrov in pa na Prešernovi 17 smo gostovali z večinoma učilnic in pa z ostalim tehničnim administrativnim osebjem. Navkljub idealnim pogojem dela pa v tem času prostori glasbene šole samevajo. Ni slišati zvokov in roke učencev na instrumentih delujejo po njihovih domovih. Z 1. septembrom smo pričeli pouk v naših prenovljenih prostorih in moram povedati, da so učenci bili mesec september samo v naših novih prostorih. Zelo so bili presrečni, veseli, zadovoljni, tako kot naši učitelji, ampak žal se situacija z virusom COVID-19 nam to presekala in seveda sedaj vsi učitelji učijo nadaljavo naše učence. Tako kot po drugih osnovnih šolah se tudi v glasbeni šoli srečujemo z težavami pouka nadaljavo. Vsekakor je to največja težava, ko moramo učenca prvega razreda poučevati instrument, posebno trobila, pihala, ko je zelo težko nekako učencu razložiti, kako mora pripraviti oziroma izpraviti ton iz instrumenta. Velike težave imamo s tem in se srečujemo s tem in hočemo to odpraviti, ampak žal je pouk nadaljavo pač takšen, kot je in si mi želimo, da bi čim prej seveda učenci prišli na našo šolo. V tem šolskem letu smo imeli nekoliko težave pri samem pisu, zaradi tega, ker nismo morali do novih učencev v osnovno šolo že od meseca marca, ampak kljub temu smo nekako izpopolnili našo kvoto učencev, tako da nekaj manj kot 300 učencev poučujemo. Moram povedati, da smo zelo aktivni pri oddelku za balet. Tudi drugo leto poučujemo petje, se pravi tudi solo petje imamo in pa v tem šolskem letu smo pričeli z nadstandardnim programom električna kitara. Tako da v sklopu celotnih instrumentov, ki jih poučujemo, mislim, da smo zelo aktivni in pa smo zelo konkurenčni na našem območju. Posledično nastalim razmeram tako tudi ni internih, kakor javnih nastopov učenk in učencev, kar povzroča pri slednjih nekaj nelagodja. Seveda velika želja učencev in pa seveda tudi nas učiteljev, da bi učenci seveda začeli nastopati na našem odru v dvorani, ker dvorana je od septembra prazna in seveda komaj čaka, da bi naši učenci nastopali. In to je veliki hendikep za naše učence in pa seveda za naše učitelje. Kljub temu, da poučujemo pouk nadaljavo, si ne moremo privoščiti teh nastopov tako živo, da bi potekali, da bi jih lahko starši in pa vsa ostala publika tudi poslušali. Nastale razmere z epidemijo so botrovale, da uradno še tudi ni otvoritve prenovljene glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, kar bodo po besedah ravnatelja Stanislava Lašiča postorili v prihodnje.
Načrtovali smo skupaj z občino Ljutomer 2. oktobra v tem letu otvoritev. Seveda smo želeli, in tudi gospa županja je želela, da bi prišel čim večji krog poslušalcev oziroma gledalcev, da bi seveda našo šolo videli tudi od znotraj, ampak žal se je takrat epidemiološka slika zelo spremenila in smo morali to otvoritev odpovedati. Tako da sedaj nekako pričakujemo, da bi kljub temu to otvoritev izvedli, če ne prej oproti koncu šolskega leta. Pomen in namen delovanja te ustanove je še danes tak kot v preteklosti. Glasbeno izobraževanje, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti. Glasba, za katero vemo, da svojo vsebino bogati, prispeva k optimizmu in humanizmu, ima v našem življenju posebno vlogo. Ima čarobno moč. V teh nekoliko drugačnih časih naj vam bo v pomoč, zatorej se prepustite njeni energiji. Tudi lovci v Prekmurju kot varuhi narave in skrbniki prostoživečih živali se soočajo s težavami, ki jih je v vsakdanje življenje prinesla epidemija koronavirusa. Več o tem nam je povedal Ludvik Ritoper, predsednik Zveze lovskih družin Prekmurje. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, za današnjo informativno oddajo Dogodki smo v Murski Soboti pred sedežem Zveze lovskih družin Prekmurje in ujeli smo za pogovor pred kamero predsednika Zveze lovskih družin Prekmurja in predsednika lovske družine Prosenjakovci, gospoda Ludvika Ritoperja. Ludvik, malo tudi tale segment naše družbe, lovci, skrbniki divjadi, skrbniki narave, letos že od spomladi vemo nesrečne COVID, ki se sedaj nadaljuje, pravzaprav kako delujete po lovskih družinah oziroma kako zveza gleda na to situacijo in morda celo ste sprejeli kakšne ukrepe? Ja, tudi ta COVID-19 se odraža na delovanje lovskih družin v Prekmurju. V Zveze lovskih družin Prekmurja je vključeni 22 lovskih družin, ki so upravljalke lovišč. In 2 lovski družine brez upravljalskih pravic, pa 2 lovišči s posebnim namenom. Tako da nas je tam okoli 700 lovcev v prekmurskem prostoru. Že na spomlad, ko je se pričela ta kriza, pandemija COVID-19, se je odražalo, da je manj gostov, lovskih gostov. Lovske družine pa dobivajo v glavnem prihodek od lovskega turizma. Zdaj, kot lovci, smo določeno dejavnost dolžni upravljati. Naprimer, ker delamo tudi po javnem pooblastilu, nimamo omejitve prehajanja občinskih mej, zdaj pa imamo tudi omejitev druženja. Tako da tudi ti skupni lovi, to druženje, se občuti ta COVID-19. Divjadi. Divjad imamo, vendar tudi pri divjadi se ti razni ukrepi v naravi čutijo. S tem, da zdaj naprimer srnjad bolj pozno pride ven na pašo iz varnega zavetišča gozda in je večinoma vse ta divjad bolj nočna divjad. Kar se pa odraža tudi pri lovu. Mi sicer imamo odločbo, da lahko lovimo divjega pršiča tudi ponoči s pomočjo umetnih virov svetlobe. Vendar tudi ostala divjad ponoči prehaja ven. Kako ste zadovoljni s staležem trenutnim? Majhna divjad, vemo, da je tu pomanjkanje, da je tu že nekaj let ni adekvatnih pogojev, ne za zajca, tudi za fazana in podobno. In pa potem večja divjad, kot je srnjad in sedaj ste omenili tudi recimo divje prašiče. Ja, veste kaj, nasplošno ugotavljamo, da se ta mala divjad pomaga, da je več, kot je v preteklih letih bilo.
vendar še ni na tistem nivoju, kot je to bilo nekoč. Veste, tudi pri divjadi so ti ciklusi. Enkrat gor, drugič dol. Pri nas zdaj tu na Pogoričkem pa tu v glavnem prevladuje visoka divjad, srnjad, jelen, pa divji pršič. Fazane pa to v glavnem lovske družine lovijo v manjem obsegu. Prav tako tudi zajca v manjem obsegu. Potem se pa že pojavlja tudi pri nas lisice, šakali in na to moramo vse biti pozorni. Glede na to, da sva sedaj malce povedala, lovci imate skrb za stalež, seveda živali, prihaja zima. Zdaj 2-3 leta nazaj zima ni bila nekako huda za živali, absolutno je bilo to ugodno za prosto živeče v naravi. Seveda pa treba skrbeti tudi za to, verjetno po nekem načrtu, hranjenje divjadi in tako naprej. Ja, vsaka lovska organizacija ima že v svojem letnem načrtu ta načrt krmljenja divjadi, ker kje in kaj točno določeno. Ker zdaj, kot ste omenili sami, zime so mile in v glavnem divjad ima zadosti prehrane. Tako da tu nimamo velike skrbi. Večja skrb verjetno to, kar ste že omenili, pa bi še želel enkrat člani Zelene Bratovščine, druženje, prijateljevanje. Ta asociacija sedaj, ko se ne smete, vse povsod so seveda lovski domi namenjeni tudi za srečanja, za pogovore, da greste na lov, da se družite, tega zdaj ni. Ampak jaz verjamem, da z dobro trdno voljo, z optimizmom, da bo to vse prihodnje leto vse nadomestilo. Verjetno pa sedaj tudi ni, kar se tiče članstva nekega zaradi tega upada, pa tudi nove člane sedaj praktično skoraj da nemogoče sprejeti. No, moram vam povedati tudi, lahko povem za celotno zvezo lovskih družin Prekmurja, da mi tu nekje z novo sprejetimi člani nimamo problema. Tako da konstantno, če gledamo za 20 ali 30 let nazaj, je nekje na istem številu smo. Tako da v Zvezi lovskih družin Prekmurja ni problem članstvo. Morda za konec, Ludvik Ritoper, dobro vam, vašim kolegom, članom Zelene Bratovščine, tako lovske družine vaše matične, kakor tudi Zveze lovskih družin Prekmurja, katerega ste predsednik. Verjamemo vsi, da bo tudi za ta segment naše družbe, za lovce, ki skrbite za naravo in očuvanje narave, prišli boljši časi. Upajmo, pa tudi mislim, da vlada pripravlja v tem 6. covidu tudi neke zakonske podlage, da bi sanirali to škodo, ki je nastala v loviščih s posebnim namenom in v lovskih družinah. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v današnji informativni osrednji oddaji Dogodki je tekel pogovor z Ludvikom Ritoperjem, predsednikom Zveze lovskih družin Prekmurje. Upam, da tudi vaše zadovoljstvo in da ste izvedeli tudi v tem segmentu naše družbe nekaj več oziroma kakšna je trenutna situacija. Ostanite nam zdravi in srečno do prihodnjič. Toliko smo vam pripravili v tokratni osrednji informativni oddaji. Ostanite še naprej v naši družbi. Nasvidenje.